Najprej naj k nam pride mešani pevski zbor Viva z dirigentom Krištofom Strnadom in z eno krasno pesmijo Došel je došel, Zeleni Juri, se je res že skoraj tukaj, ne da. Noter pa je polno takega besedila, ki nas bo lepo uvedlo v današnji večer in v dogodek. Mešani pevski zbor Viva Brežice. Najlepša hvala mešanemu pevskemu zboru Viva Brežice, našemu mlademu dirigentu Krištofu Strnadu in tudi Marjanu Doviču za to izjemno krasno skladbo. Torej, sedaj pa pozdravljam se vas, posebej pa našega gosta, magistra Marka Rusjana, državnega sekretarja na Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije. On je z Primorske, tako da redko pride na Spodnje Štajersko. Dobrodošel. Da ste z nami in seveda tudi veselje, da je z nami naša podžupanja Mojca Florjanič. Dobrodošla. Danes je za nas praznik, oziroma praznik seveda je vedno takrat, kadar v muzeju odpiramo novo stalno razstavo, kadar se zaključi en del projekta, kajti to postavitev razstave, njen odprtje je resnično samo prvi korak. Danes predajamo to razstavo javnosti, vam, prvim obiskovalcem, potem pa upamo na številne v prihodnjih letih. Hvaležni smo, da naše delo podpira naša sedežna občina, občina Brežice in tudi hvaležni, da bo prvi pozdrav vsem vam in našemu gostu namenila podžupanja Mojca Florjanič. Prosim, Mojca. Spoštovane gostje, spoštovani gosti, spoštovan državni sekretar, spoštovana direktorica Posavskega muzeja in tudi vsi zaposleni. Posavski muzej Brežice tradicionalno že vrsto let v svoji zgradbi gosti stalno razstavo kmečkih uporov iz 16. stoletja in sicer vse od leta 1960. Na to smo neizmerno ponosni. Še bolj ponosni pa smo na to, da danes ta stalna razstava in stalna zbirka dobiva neko čisto novo podobo. Brez pretiravanja lahko rečemo, da so kmečki upori in reformacija dejansko v Sloveniji pomenili začetek slovenskega naroda. In kmečki upori so bili ravno tisti, ki so zametli iskro zavesti slovenskega naroda. In prav je, da se tega vsak dan zavedamo. In prav je tudi to, da se spomnimo, da vsaka revolucija,
če tudi se konča za porazom, pomeni, da je nek narod živ. In dokler je narod živ, vemo, da narod je in da se bori za svoj obstoj. Hvala Posavskemu muzeju Brežice, hvala vsem zaposlenim. Alenka rada reče, da ta zgradba in Posavski muzej in vse, kar se znotraj njega dogaja, so ljudje. In prav je, da to vsakič tudi občina posebej poudari, tako v imenu občine kot v imenu župana. Še enkrat hvala, želim vam uživanje v tej razstavi in naj nas Posavski muzej Brežice še naprej razveseljuje s tovrstnimi dogodki. Najlepša hvala, Mojca. Poseben pozdrav pa zdaj namenjam tudi našim kolegom iz ustanov, s katerimi smo skupaj sooblikovali lanski projekt 450 let velikega hrvaško-slovenskega upora. Se pravi, to je bil projekt Upor Buna Revolt. Pred našo stavbo je še vedno ta zastava, ker seveda ta razstava še vedno del te obeležitve. Pač včasih malo zamujamo, se zgodijo nepredvidene stvari, ampak danes je točno pravi dan in boste tudi videli oziroma slišali zakaj, kajti pred nami je kratka predstavitev avtorice razstave Mihaele Kovačič. To je njena prva velika razstava pri nas. To temo je prevzela od naše drage kolegice Vlaste Dejak, pa Vlasto tudi pozdravljamo. Hvala lepa, da ste prišla spet malo v vaš muzej, tako poslušati, kaj se je zgodilo z razstavo. Torej, Mihaela Kovačič, izvoli, prosim. Stalni razstavi, ki jo nocoj odpiramo, smo nadeli ime Puntarija kot poklon preteklim generacijam muzejskih delavcev, ki so verjetno že v prvi postavitvi stalne razstave prostor severovzhodnega stolpa našega gradu poimenovali Puntarija. Ime hkrati z eno besedo zaobjame bistvo razstave, kmečko upiranje. To besedo smo v muzeju interno uporabljali desetletja, vse do danes. Od danes naprej tudi uradno. Naj se še malce ozrem v zgodovino Posavskega muzeja Brežice. Prva razstava o kmečkih uporih v Posavskem muzeju Brežice je bila postavljena leta 1957, ravno v Viteški dvorani. Svoje mesto v muzeju je stalna razstava dobila leta 1960. Zadnja prenova pa je bila izvedena leta 1988, kustosinja je bila gospa Vlasta Dejak. V prvi prostor, ki govori o dediščini posavskih protestantov, tokrat nismo posegali. Nazadnje je bil prostor prenovljen leta 2017. Smo pa nocoj za vas pripravili nekaj posebnega in sicer je na ogled prvi izvod Dalmatinove Biblije iz leta 1584. Samo nocoj. Ni naključje, da smo v muzeju izbrali današnji 22. februar za odprtje razstave. Na današnji dan, pred 451 leti, je bil v Brežiškem gradu po porazu kmetov zaslišan brat Ilije Gregoriča. Zapis njegovega pričevanja boste lahko prebrali tudi na razstavi. Čas priprave razstave je nekako sovpadal tudi s sodobnimi protesti kmetov, ki množično potekajo v Sloveniji in v Evropi. Kljub spremenjenemu načinu boja in drugačnim družbenim razmeram kažejo na aktualnost kmečkih uporov in kontinuiteto boja kmetov za pravičnost. Razstava sama je razdeljena na 3 teme. Prvi del predstavlja prehod iz 15. v 16. stoletje, ki je čas poln sprememb in prikazuje stanje, ki je kmete gnalo v upiranje. Osrednji del sta kmečka upora iz leta 1515 in 1573, ki veljata za največja in sta v svoj vrtinec potegnila tudi Posavje in naš grad. Leta 515 je predhodnik današnjega gradu pogorel in na njegovih temeljih je bil v času 16. stoletja zgrajen grad, kakor ga poznamo in imamo radi še danes. In se je že potem obranil v uporu leta 1573.
Tretji del pa prikazuje odmeve kmečkih uporov iz 20. in 21. stoletja, seveda s poudarkom na dogajanju v Posavju. Največji razcvet so kmečki upori v umetnosti, zgodovinopisju in vsakdanjem življenju doživeli v času druge polovice 20. stoletja. V času, ko so takratne oblasti promovirali vrednoti bratstva in enotnosti med različnimi narodi v skupni državi Jugoslaviji. Muzejsko gradivo, predstavljeno na razstavi iz različnih virov. Predstavljeni so predmeti in gradivo, ki spadajo med prve vpise v inventarnih knjigah našega muzeja. Konec 50. let 20. stoletja so naši predhodniki to gradivo načrtno zbirali za prve postavitve razstav kmečkih uporov. Tem predmetom smo dodali še nekaj novejših muzejskih pridobitev, kot je na primer arheološko gradivo iz starega gradu Podpočja. Številno digitalno gradivo, predvsem na zaslonu v zadnjem delu razstave, hranijo posavske, slovenske in tuje muzejske ustanove, arhivi in posamezniki, ki so nam ga prijazno posodili. Na koncu se zahvaljujem vsem, ki ste dali svoj prispevek odprtju razstave. Zahvala gre najprej moji direktorici Alenki Černelič-Krošelj za vso podporo in pomoč pri koordinaciji, ter Urošu Lehnarju, s katerim je bilo sodelovanje najbolj obsežno, hkrati pestro in prijetno. Hvala vsem sodelavcem konzervatorsko-restauratorske delavnice, Nives Slemenšek, Ana Strle in Rok Vrstovšek. Hvala. Vrstovšek Tanšek, se opravičujem. Za skrbno pripravo predmetov in pomoč pri postavitvi razstave. Hvala prevajalki Mateji Žuraj, lektorici magistri Mateji Janković-Čurič in Marjanu Viskoviču za predano urejanje luči. Hvala tudi našemu Robertu Šupetu, ki nam je prijazno doniral računalnik. Zahvala gre tudi vsem mojim ostalim sodelavcem v PMB za pomoč, in sicer Andreji, Boštjanu, Darkotu, Stanki, Maruši in ostalim. Hvala tudi vsem predhodnim generacijam strokovnih sodelavcev PMB, ki so skrbeli za predstavitev kmečkih uporov v muzeju in za temelje razstave, ki so jih ustvarili s svojim delom. Nazadnje pa še velika hvala tudi mešanemu pevskemu zboru Vivekom, s katerimi sem nekoč z veseljem preteklosti prepevala, in hvala vam za lep program. Hvala. Najlepša hvala naši kolegici kustosinji zgodovinarki, mi je rečemo Miša, tako da jo lahko tudi drugi tako kličete, sploh zdaj, ko je ta velik del že za njo. Pred nami pa je ena odlična pesem, kako so recimo puntarji vedeli, kaj se dogaja, kako so v tistem 16. stoletju se obveščali, kako je zvenela ta pesem oziroma kako je zvenelo to pogovarjanje, mogoče tako, kot se sliši iz Svetega Vida. Tako da ta pesem je pred nami, Karol Pahor pa skladatelj. Mešani pevski zbor Viva.
Najlepša hvala. Zvanove so velikokrat slišali v 16. stoletju, najbrž seveda si pomagali še na druge načine, ampak bili resnično obveščeni. Veseli smo, da je z nami tudi državni sekretar, kajti Ministrstvo za kulturo je izjemno pomemben naš partner oziroma jaz rečem partner, ker ni samo financiranje, ampak je skupno delovanje v dobro dediščine zelo pomembno. In naš muzej, mogoče ste že opazili, letos praznuje 75 let. 26. junija ob 11. dopoldne so se tukaj zbrali in slovesno odprli vrata muzeja. Ravno ta del, Viteška dvorana in pa 3 prostori v tem delu so bili tudi prvi del Posavskega muzeja Brežice. Že od takrat imamo to ime, že od takrat povezujemo Posavje, skrbimo za posavsko dediščino in pri tem seveda nas ves čas tudi podpira Ministrstvo za kulturo oziroma prej so bile še različne druge oblike. Tako da sem res vesela, da to razstavo seveda bo med prvimi videl tudi državni sekretar magister Marko Rusjan in ga prosim tudi za nekaj besed in da slovesno odpre razstavo, čeprav je še ni odprta, ampak besede bodo sedaj tukaj, potem pa jo bomo tudi videli. Prosim, magister Marko Rusjan. Spoštovane in spoštovani, vesel sem, da vas lahko pozdravim imenu Ministrstva za kulturo, pa tudi, da vidim to prekrasno dvorano, ki sem v bistvu, kot je že direktorica prej povedala, so moja pota na ta konec Slovenije redka, ampak nisem prvič v Brežicah, prvič pa tej dvorani. Tako da v čast mi je, da bomo danes odprli prenovljeno stalno postavitev Puntari. Upor leta 1573 je eden najpomembnejših zgodovinskih dogodkov v našem prostoru. Saj slovenske in hrvaške kmete, ki so bili izpostavljeni dodatnemu izkoriščanju strani fevdalcev, združil v skupen upor. Upor je v kratkem časovnem obdobju dvignil ponos kmečkemu življu in mu dal zavez, da poskuša spremeniti svoje življenjske pogoje na boljše. Žal se je kot mnogi podobni zgodovinski upori končal tragično za uporne kmete, a prav spomin nanj je v nadaljnji zgodovini vse do današnjih dni predstavlja tudi navdih do novim rodovom. Pa tudi vsak poraz na koncu pripelje do končne zmage, lahko temu rečemo, ker tudi tej dvorani, ki je nekoč feudalna, sedaj je dostopna vsem ljudem. Upor je močno zaznamoval zgodovino Posavja, zato tudi v muzejski postavitvi zavzema pomembno točko. Muzejska predstavitev teme kmečkih uporov ima namreč muzeju že skoraj 70-letno tradicijo. Prenovljena stalna razstava prinaša nova spoznanja, izpostavlja nove poudarke, predvsem pa na sodobno atraktiven način prispeva zavedanju o skupni zgodovini. Posavski muzej Brežice se aktivno povezuje v slovenskem in čezmejnem prostoru, prepoznava skupne teme, jih obravnava in aktualizira, prevzema pobude in koordinacijo skupnih projektov. Celovito obravnava strani muzejev na obeh stranih meje je sodoben muzeološki pristop, ki privezuje, aktualizira in širi znanje o dogajanju in skupni dediščini tega dogajanja. Zato ne presenečena, da je ICOM Hrvaška prav temu domišljenemu zastavljenemu čezmejnemu muzejskemu projektu 6 muzejev podelil nagrado za mednarodno sodelovanje. Tako da vam ob tej priložnosti še dodatno z mojim imenom ministrstva čestitam. Tudi jaz živim v meji, tako da čezmejna sodelovanja so seveda nujna in potrebna in tudi pozdravljam tudi prijatelje in prijateljice iz sosednje Hrvaške. Posavski muzej je tudi aktiven muzej, ki stremi k razvoju in vključevanju vseh okolij in generacij, ki se ne boji zahtevnih projektov in ki skrbi, da je vedno v središču dogajanja. Za organizacijo strokovnih srečanj in aktivno delovanje v strokovnih združenjih je pomembna stična točka slovenskih muzealcev in muzejskih delavcev. Muzej se v tem projektu na območju vseh občin ustanoviteljic ter izkazuje srbsko uravnoteženo predstavljanje dediščine in njeno popularizacijo v širšem prostoru. Muzej pomembno prispeva k lokalnemu kulturnemu dogajanju in turistični ponudbi. V zadnjih letih mu je uspelo, da poleg Viteške dvorane vidnost dosegajo tudi zbirke in kraji kulturne dediščine, ki v Posavje privabljajo številne obiskovalce in obiskovalke. Na Ministrstvu za kulturo pozdravljamo takšen razvoj muzeja in ga podpiramo v okviru svojih možnosti.
Prav tako upamo, da bo Ministrstvo za kulturo lahko skupaj z občino še razvijalo druge projekte na področju kulturne dediščine in kulturnih spomenikov, ki jih v vašem kraju in občini ne primanjkuje. Tudi hvala vsem, da ste danes prišli na otvoritev razstave. Upam, da bomo skupaj podoživeli nek čas preteklosti in vsa občutja, ki so jih v tem uporu imeli uporni kmetje. Hvala. Najlepša hvala, da bo nekaj spomina na ta obisk. Izročam to darilo, majico, puntar, jaz sem pa puntarka, če ste opazili, in seveda tudi svinčnik in eno skodelico, ki je nekaj tako zaokrožuje to, kar smo pripravili tudi za vas v naši muzejski trgovini, da nas lahko podprete. Hvala lepa, naj bo to v spomin. Ja, sej. Tudi mogoče, da je kakšno prav. V redu, jaz bom pa prosila Marka Rusjana tudi, da mi pomaga še pri zahvalah. Omenil je to naš, vse smo že ga večkrat omenili, ampak tudi on je omenil naš skupni projekt in tudi to nagrado ICOM Hrvaška. Jaz sem imela srečo, da sem bila tudi tam in sem hvaležna našim dragim hrvaškim kolegicam. Pa bi se jim radi zahvalili eno skromno darilce, imamo za vse naše sodelavce. Pa če začnemo kar v muzeju hrvatskih buna, lani so praznovali 50-letnico, predstavljata muzej Lidija Kelemen, pa prosim Lidija, pa Miša, ti pa prosim, če pomagaš skodelice s svinčnikom, samo dej prave, puntarka. Ja. Imamo puntar, svinčnik in puntarka, tako da se lahko istovetite. Opravičil se je direktor Jurica Sabol in pa tudi kolegica Vladka Filipčič-Maligec. Aha, Andreja boš pomagala. Tako, ja. Hvala lepa, ker ostani, Lidija. Iz muzeja Brtovec, Silvija Limani. Silvija, najlepša in velika hvala. No, smo zdaj pozabili eno kolegico iz muzeja Hrvaškog Zagorja, oziroma muzej Selečkih buna, Mateja Harapin. Mateja, dobrodošla. Opravičila se je direktorica muzeja grada Zagreba, doktorica Aleksandra Berberih-Slana, je v Londonu, so pa z nami in smo zelo hvaležni naši bližnji sosedi in najboljši kolegi, ne posavski. Mislim, da smo res dobro in lepo povezani. Se pravi Goran Milovanovič, direktor galerije Božidar Jakac. Hvala, Goran. Potem Miha Coldar, ki je tudi eden izmed tistih glavnih motorjev ali pa mlinskih koles našega projekta iz Kostanjevice, prav tako, drugače pa Krčan. In pa seveda Helena Rožman iz Kulturnega doma Krško, enota Mestni muzej Krško, grad Reichenburg. Helena tudi je bila urednica publikacije, ogromno dela naredila. Hvala, velika hvala, Helena. In svoj delež vedno prispevajo različni sodelavci, pa z nami je Zinka Junkar, pa Zinka tudi tebi. Najlepša hvala. Saj vem, da si veliko naredila. Pridi. Ja, z gradu Reichenburg. Najlepša hvala. Res nas veseli, da smo lepo sodelovali in da se bomo še kaj spomnili. To je bilo ena izmed tem, dediščina Posavja je tako velika, pa čezmejna. Poznamo se zdaj dobro, projekti nas vedno predvsem povežejo, postanemo prijatelji in mislim, da je tudi tokrat tako in se veselimo naslednjih. Hvala vam. Naš prvi ravnatelj, Franjo Stiplošek, tudi slikar, tako da je pač žal muzej nima več takega ravnatelja oziroma direktorja, smo zdaj
ampak on je pač marsikaj tudi sam pripravil in tudi to je z plakata z prve razstave iz leta 1957, je bila pa odprta 22. oktobra, to pa Brežičani dobro vemo zakaj, ker takrat tudi praznuje naša občina. Tako, zdaj bom pa spet prosila našega gosta, da se zahvalimo pa še sodelavcem in sicer bomo šli najprej od zunanjih sodelavcev. Lepo prosim, Miša, boš ti pomagala, ker veš, kdo je kdo. Tista majica z imenom Puntar bo šla k našemu zunanjemu oblikovalcu Urošu Lehnarju. Uroš, hvala lepa, on prihaja iz središča Štajerske, pravi iz Maribora, ne? Ja. Hvala lepa ti za ves trud z nami. Počakaj. Potem je naša draga sodelavka veliko let tudi Mateja Janković-Čurič, tam pa je ime, veš, napisano, si našla? Ne, ja. Naša lektorica, z nami že vrsto let. Hvala lepa, Mateja. Zdaj, posebno to spominski komplet dobi pa seveda tudi naša draga Vlasta Dejak, naša pokojna sodelavka, avtorica razstave, ki je bila postavljena dolgo leta, tudi Vlasta. Damo prej darilo, ker ne vemo, kaj boste rekli potem. Hvala lepa, Vlasta. Tako, zdaj pa v bistvu vedno je še polno sodelavcev in res smo hvaležni, pri nas pač nas je odvisno, včasih 20, včasih 22, včasih 18, odvisno kako gre, ampak čisto vsak je izjemno pomemben. Ampak med tistimi pa v teh zadnjih dnevih, pa tudi mesecih, pa največ dela opravijo naši sodelavci konzervatorsko-restauratorske delavnice. Miša jih je že omenila, da jih pa še vabim, tukaj pa imamo Ano Strle, Roka Vrstovška-Tanška in našo Nives Lemenšek. Jaz upam, da so se vrnili nazaj, ker so dolgo delali te dni. Prosim, ker pridite naprej. Imamo mlado ekipo, ampak so pa neverjetni. Hvala lepa vam. Roža pa šalica. Podelite pa šalica. Sodelavka umetnostna zgodovinarka, ki bo kasneje skrbela tudi za kakšno temo naša arheologinja Jana Puhar, bomo jim potem podelili tudi rožice. Zdaj imamo pa največji šopek, pa seveda za našo avtorico. Tako, zdaj sva zaključila, tako. Mogoče sem koga pozabila, zato je malo več rož, bom jih še podelila, ker ponovadi kakšna stvar izmakne, pa ne zato, ker bi si to tako želeli, ampak ker pri takih dogodkih vedno tudi malo kaj vznemirjenosti, pa kaj pozabimo. Ampak hvala vsem. Preden pa se odpravimo na razstavo, seveda bo naš odprtje zaključila pesem. Ena prav posebna, hvala Krištof, da si sprejel ta izziv in da smo se naučili. Andrej Makor je mladi avtor. Pesem pa je malo povezana tudi s Tolminskim, ker je pač nastala ob obletnici Tolminskega punta, ampak ni to tako pomembno. Velja za vse punte, za vse upore in tudi kakšna stvar velja za sodobnost. Da res zaključimo s pesmijo in da potem samo odpremo vrata, bi še to potem povedala, da vas vabimo v grajsko klet, potem na druženje, kako pravi ta puntarska vino teče, če teče kri. Vino bo teklo kri, upam, da ne bo tekla. Bomo pa seveda uživali tudi v dobrotah aktiva kmečkih žena Brežice. Potem imamo nekaj tudi iz kavarne Vodovodni stolp od našega mojstra slaščičarstva sodobnega Janeza Duhanča in pa dobrote tudi iz tiste gostilne Krulc, iz Mosteca, za katero
ustno izročilo pravi, da je v njej pil in jedel tudi Matija Gubec. Tako pravijo, da dokazali nismo, ampak ustno izročilo se je pa ohranilo in danes so tudi oni z nami. Tako da večina vas ve, kje je klet, ampak najprej na razstavo, mogoče malo se počaka, ker prostor ni tako velik, je to ta del del v stolpu, ampak lahko pa seveda greste najprej v klet, pa potem pridete na razstavo, to je popolnoma vaša izbira.